All for rainbow. 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 Dobrodošli v All for Rainbow podcastu. Tokrat že 30. epizoda in moj gost je v tej epizodi Tadej. Hej, zdravo. Živijo vsem, lepo zdrav. Pravzaprav sem kar prijetno vesel, da me je Maja povabila k sodelovanju. Pravzaprav nisem še nikoli sodeloval v kakšni podobni zadevi, tako da bi rekel podcast, da kaj posnamemo. Super, fajn izkušnja pol za naprej. Midva se bomo pogovarjala malo o LGBTQIA+ skupnosti in katoliški veri in kako to se povezuje skupaj, kdaj ne. Tako da mogoče lahko začnem s prvim vprašanjem in to je, s kakšnimi izzivi se soočajo osebe iz LGBT+ skupnosti, ki so tudi del katoliške skupnosti. Ja, morda je pogostokrat je tista prvo vprašanje marsikoga. Prosim, ti si veren, pa si gej ali pa karkoli drugega. Kako gre to skupaj? Mislim, se ne gre to skupaj, ampak verjeli ali ne, zadeva gre čisto dobro skupaj. Ne? Morda je nekoliko svojstven paradoks, če lahko temu tako rečemo, ker doživljamo seveda nek poseben odziv cerkve do LGBT oseb, po drugi strani pa se mi zdi, da je morda tudi ena taka težava, da je pač LGBT skupnost sama velikrat prevzame neko obrambno držo in morda nekoga, ki je recimo veren, ne razume ali pa ga na nek način zasmehuje, zato ker je veren, ne? Pa naj bo to na navsezadnje katere izmed krščanskih veroizpovedi ali pa naj bo to islam, judovstvo ali pa tudi kakšna druga vera. Ne? Zdaj, moramo vedeti, da je malo veroizpovedi ali pa religij, ki bi bile do LGBT vprašanj popolnoma sprejemajoče. Ne? Moramo vedeti, da je vsaka zadeva, vsaka vera, vsaka religija je vedno povezana pravzaprav z nekim družbenim gibanjem, z nekim družbenim kontekstom, in če je družba sama po sebi, recimo temu, ne vem, homofobna, je pogostokrat tudi vera, ki iz te družbe izhaja, homofobna, ne? Ali pa karkoli podobnega, ne? Nek odnos, neka pravila, ki jih ima neka družba, ne? Se to pogosto potem odraža tudi v veri. In to je morda ena taka težavica danes. Morda priznam, da sem večkrat doživel več negativnih izkušenj, morda ravno iz strani LGBT oseb nad tem, da sem veren. Pa tudi moji kolegi, recimo, ali pa znanci in znanke, ki jih poznam, prijatelji, prijateljice, so doživeli nekaj podobnega. Večkrat, recimo, jaz osebno pa recimo nimam nekih ravno slabih izkušenj, da bi me ljudje, ki so verni ali pa duhovniki, ki jih poznam, da bi mi rekli, glej, ne maramo te zato, ker si gej. Ne? Dobro, so neke izjeme, ne? Ampak še vedno je pa v mojem primeru morda tehtnica je nekako bolj na tem, da imam morda malo več slabih izkušenj včasih z LGBT populacijo. Tako, moje naslednje vprašanje je glih to, je veliko nestrinjanj med LGBT+ skupnostjo in katoliško skupnostjo in tudi samo cerkvijo in glede na zgodovino. Ja, seveda. Zdaj, razumeti moramo, ne, da so to vse zgodovinske zadeve, ki so ne eno, ne drugo, ne, nista zadevi, ki bi bili od včeraj. Ne. Vse to so stvari, ki imajo že dolgo brado pravzaprav. Ne. Potem je pa, če začnemo takole, ne, Svetopismo, knjiga, ki ni bila napisana naenkrat.
Je zadeva, ki ima svoje izvore že pred skoraj 5000 leti in to so bile ustne zgodbe, ki so se nekaj tisočletij prenašale. Svetopismo je bilo prvič zapisano šele tam okoli 500-600 pred našim štetjem, recimo. Vedno so potem noter neke zgodbe, tako kot sem prej povedal, neka pravila, neka določila, ki so odraz neke kulture. Noter so, predpisi, česa se ne sme jesti. Zakaj taki predpisi tam noter? Zato, ker je v tistem podnebju, kot je tam, zelo priporočljivo, da ljudje ne jejo recimo mehkužcev, ker se to hitro pokvari. In zato je v Svetem pismu recimo prepoved, naj ljudje ne uživajo mehkužcev. Pri nas v Evropi, ali pa morda govorim više, severnejša Evropa, bi bil morda v tistem času, ko je recimo svetopismo nastajalo, neka taka prepoved popolnoma nekoristna, ker je to drugačno podnebje, recimo. No in potem takole pridemo do tega, da noter imamo recimo, v 3. Mojzesovi knjigi, je zanimiv stavek, moški pa naj ne leži za moškim, kako se leži za žensko. To bi bila gnusoba. Ampak prvič moramo vedeti, da je že hebrejski original je zapisano tako, da celo prevajalcem, celo tistim, ki govorijo hebrejščino, dela težave, ker je slovnično, kar se tiče postavitve besed. Kot bi rekel, predstavljate si, da imate stavek, ki sem ga jaz izgovoril, se pravi moški pa naj z moškim ne leži, kot se leži žensko, to bi bila gnusova, pa odvzemite pol besed stran. Tako to zgleda v hebrejskem originalu. Moški, potem je še ena beseda, ki pomeni ležati, pa poslo, pa spalnico, pa je pa še beseda gnusova. In to je to. In potem seveda je prišlo v nekem času neka interpretacija ven, podobno kot recimo zgodbo o Sodomi pa Gomori. Če pogledamo, kaj je bil razlog celotne zgodbe. Šlo se je o gostoljubju. Namreč v tistem času je tujec, ki je v mestu prebival, se pravi, to je zgodba o Lotu, on je bil v tistem mestu tujec v Sodomi. In prideta v večernih urah na obisk dva možakarja. Oni povabijo svojo hišo in meščanje zahtevajo, predstavljam ta dva človeka, da vidimo, kdo sta, kaj pa če sta morda naša sovražnika, kaj pa če nas bosta po noč oropala. Da ju mi ta dva človeka spoznamo. In ker so bili meščani znani potem, da so bili suroveži pa bolj kruti ljudje, je Lot rekel, ne bom. Rajši tukaj vzamete moji hčerki, pa naredite z njima, kar hočete. Ker je bila na Bližnjem vzhodu še vedno, še danes, je gostoljubnost sveta dolžnost pravzaprav. In isto zgodbo srečamo še enkrat v knjigi Sodnikov. Enako zgodbo o tujcu, ki je prenočil, bil gost pri enem možakarju v enem mestecu. Meščanje so zahtevali, da naj jim ga predstav, on tega ni hotel in je v zameno jim dal svojo, če se ne motim, služkinjo ali pa morda celo hči, pa tudi od tega gosta služabnico in so ju meščani, ti dve ženski, potem ubili. In potem v Novi zavezi Jezus sam večkrat omenja Sodomo pa Gomoro, ampak vedno v kontekstu gostoljubnosti. Ko je enkrat poslal apostole in rekel, pojdite pa oznanjite, če vas pa kje ne sprejmejo, si pa otreste prah iz sandalov proti njim in povem vam, da bo Gomori pa Sodomi tisti dan na dan sodbe lažje kot pa tem mestom, ki vas ne sprejmejo. Jezus to večkrat ponovi v evangelijih. Pa tudi potem apostol Pavel v pismih oziroma ostali pisatelji drugih knjig. Ampak seveda, ljudje so potem enkrat v zgodovini prišli do tega, da je v resnici srž vse zgodbe spolnost, seksualnost, da ima to povezave potem s homoseksualnostjo. To so bile stvari, ki so bile neka časovna interpretacija. Tudi potem recimo Pavel v pismu, če se ne motim, ali pismo Rimljanom ali pa Korinčanom, ravno tako porablja eno svojo besedo, kako se že glasi, arsenokoites,
pa je beseda, ki pomeni moški pa ležati. Zdaj, kaj točno ta beseda pomeni, težko rečem, ampak prišli so do interpretacije in najdemo recimo v zadnji izdaji oziroma v slovenskem standardnem prevodu besedo prevedeno kot homoseksualnost, čeprav to sploh ne pomeni to dejansko. Je vprašanje, kaj točno pomeni ta beseda. Ne vem, lahko pomeni nekoga, ki je prostitut, lahko na navsezadnje pomeni tudi nekoga, ki je homoseksualec ali pa še karkoli drugega, ne, vedno je vse odvisno od interpretacije. Ne. In tako je potem se dogajalo, da so se tudi v cerkvi pojavljale seveda interpretacije vseh teh besedil, vsak je to interpretiral približno tako, kot mu je ustrezalo, in iz teh interpretacij so potem izhajali zakoni, ki so imeli potem veljavo tudi v civilni družbi, pa potem civilni zakoni in vse te zadeve, in potem smo prišli do tega, da so stvari pač takšne, kakršne so. In recimo zanimiv je primer v islamskem svetu, ki je bil do homoseksualnosti zelo odprt, vse do prihoda Britancev na Bližnji vzhod. Potem so se stvari pa spremenile, ne? In danes recimo vidimo, kaj počnejo tam z LGBT osebami. Ne? Tako da ja, to je ena taka zanimiva zadeva in težava morda je pa res to, ne, da je cerkev dejansko je organizacija, v kateri velja, da naj se novih stvari nikar ne vpeljuje, če ni kakšne posebne potrebe. Ja. Pogosto precej zastarelo, ne, in preden se določene stvari spreminjajo, ne, recimo, ne vem, v katekizmu katoliške cerkve so zapisali v 3 členih od 2357 do 2359, ne, ko govori približno tako, ne, homoseksualnost pomeni odnose med osebami, ki čutijo prevladujočo ali izključno privlačnost do istega spola. Homoseksualna dejanja so notranje neurejena in nasprotujejo naravni postavi. Svetopismo jih prikazuje kot hude zablode in jih v nobenem primeru ne moremo odobravati. Tudi globoko ukoreninjena nagnjenost sama je objektivno neurejena. Potem sicer da nekoliko, bi rekel, tak obliž, ne, če smemo temu sploh tako reči, ne, homoseksualne osebe moramo sprejemati s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo. Tle nas pa spet omejijo v naslednjem stavku. Poklicani so k svetosti in da svoje stanje sprejmejo kot križ, ter ga združujejo z Gospodovim križem. Svetost pa bodo dosegli, tako kot vsi drugi, s prizadevanjem za čistost, tako da se bodo vzgajali za samoobvladovanje in s pomočjo nesebičnega prijateljstva ter molitvijo in zakramenti. Ne? Hkrati te malo spodbudijo k temu, da, oziroma ti nekako dajo vedeti, da si sprejeta, ne? Po drugi strani te pa potem omejijo z malim morjem nekih zakonov, kaj vse ne smeš početi oziroma kaj moraš početi, da boš ti zdaj od te skupnosti sprejeta. Ne? Ampak katekizem katoliške cerkve, ne, če se ne motim, kakšni 2 leti nazaj, je bil en člen, recimo, itak vsako leto se več teh členov popravijo, pa dopolnijo, ne, in so tudi spremenili tisti člen, ki govori o smrtni kazni. Ne, zdaj piše o tem, da je vsaka oblika smrtne kazni prepovedana, prej je pa pisalo, da je v skrajnih primerih tudi smrtna kazen dovoljena, recimo, pa so to zadevo, če se ne motim, kakšni 2 ali pa 3 leta nazaj, recimo, popravila. Ne. Vse stvari se vedno dajo popraviti, ne? Stvari se dajo spremeniti. Ne? Danes imamo sodobne znanosti, ki o vseh teh zadevah povejo marsikaj, ampak ja, tako kot sem že rekel, ne, cerkev vse te stvari, ne, dela zelo, zelo počasi, ne, to vse traja, ne, mislijo, kako je treba vse stvari mnogokrat najprej preveriti, pa ustanavljajo vse mogoče komisije, ne, ampak profesor na fakulteti nam je enkrat dejal, da je rekel, Gospodje, veste, kadar cerkev hoče, da se kaj ne spremeni, ustanovi komisijo. Ne. Tako da to so res tiste pogoste zadeve, ki so patlej dejansko tak problem, da cerkev kot institucija kar noče narediti nekega koraka naprej. Ampak zanimiv pa je tisti drug pojav, ki je meni osebno, ki me impresionira vedno, ne. Da verniki, da katoličani mislijo pa popolnoma drugače kot
misel uradna cerkev oziroma Vatikan, če ćemo temu tako reči. Ne? Recimo, če se spomnite volitev v Ameriki, teh zadnjih volitev, ne? Kako je bilo večkrat povedano, ne? Ko je bilo vprašanje recimo glede splava. Ravno katoličani v Ameriki so tisti, ki so do splava najbolj odprti, ki delijo mnenje o tem, da bi to moglo biti ustavna pravica. Ne? In recimo zanimivo je potlej, tako da malo spremljam skupine krščanske recimo ali pa katoliške, tako da malo po svetu in vidim, da v Ameriki ni nič tako nenavadnega, da visi na kakšni katoliški cerkvi kakšna mavrična zastava v juniju, ko je paradni mesec, da potem v sodelovanju potem za župnijo, da so seveda tudi LGBT skupnosti oziroma neka društva ali pa skupine za verne LGBT osebe, ne? In potem prirejajo razna molitvena bogoslužja, pa maše in podobne zadeve, pa razne delavnice in predavanja v okviru župnije. Ne? Tako da to me je kar nekoliko fasciniralo, sploh recimo, ne vem, frančiškani pa jezuiti so kar dejavni na tem področju, sploh recimo, ne vem, nekoliko bolj poznanja pater James Martin, ki ima precej odprt pogled na vprašanje LGBT skupnosti, LGBT oseb. Že, če se ne motim, več knjig o tej temi napisal. Tako da, kaj je pa v Evropi tista, zakaj smo pa morda evropski katoličani nekoliko bolj zaprti vase na nek način ali pa nekoliko bolj tradicionalistični, ne? To je pa spet eno posebno vprašanje. Mi je kolega, ki živi v Bruslju, rekel, da imajo tam tudi eno skupino za verne LGBT katoličane oziroma kristjane pravzaprav, in je rekel, in vsako leto v paradnem mesecu eno leto priredi bogoslužje katoliška cerkev, eno leto pa protestantska cerkev. In pravi, pri protestantih smo vedno res tako, se čuti tista odprta dobrodošlica, tisto odprto sprejemanje, ne? Dočim v katoliški cerkvi pa na nek način tako vedno malo čutimo, kot da smo pač naj vam bo, ampak je pa vseeno med vrsticem čutiti eno tako nelagodje, da vendarle nas nekako ne sprejemajo. Ne? Ali pa zanimivo je recimo, če ste že kdaj slišali, med Neapljem in Avelinom v južni Italiji stoji na eni gori, ki se imenuje Monte Vergine, starodaven samostan, in pravzaprav zgodovinski zapiski potrjujejo zgodbo, da sta bila v začetku februarja leta 1250, mislim, da je neka taka letnica, če se ne motim, sta bila dva mladeniča zalotena med seksom in so ju meščani iz enega mesteca tam pod goro zvezali in jo odpeljali na goro. Predstavljate si, to je začetek februarja oziroma bilo to 2. februarja, mrzlo, sneg, led, in so jo privezali za drevo, da bi tam zmrznila oziroma bi jo požrle zveri. In potem zgodba naprej pripoveduje, pač, da sta ta dva mladeniča molila k Mariji in iz oblačnega neba je skozi oblake posijal močen žarek, ki je otopil led pa sneg, ki jo je v tem času prekril in prežgal tiste vrvi, da sta bila srečno rešena. In vse od tedaj je pravzaprav v tistem kraju navada, da na goro 2. februarja romajo zelo veliko LGBT oseb oziroma moških, ki so oblečeni v ženska oblačila. In to je eno posebno romanje, odvija se peš ali pa gredo gor z vozovi, ki jih vlečejo voli, in se potem na gori po maši odvija, tam na gori je zdaj benediktinski samostan, in se tam na gori odvija poseben obredni ples s posebnimi pesmimi, ki jo pevajo Marijo na tej gori, ki jo pevajo tudi ta čudež, in so to obredni ples ob spremljavi tamburinov. In zdaj v zadnjih letih pa je bilo nekoliko slišati, da se je opad v samostanu
nekako mu ni najbolj všeč, da se ta zadeva odvija. Ne. Ampak zanimivo, recimo so ohranjene tudi stare fotografije, ker vidimo moške oblečene v žensko oblačila. Ne. Govorili so o tem, da je to zelo, zelo starodavna tradicija, pravzaprav, ampak pustimo tukaj tradicijo. Ne. Vidimo to po eni strani verniki, ki so precej sprejemajoči, po drugi strani pa recimo uradna cerkev ali pa višje osebe, ki imajo pogostokrat jih je strah, imajo nek strah v sebi pred tem. Zdaj bi tudi sami sprejemajoči, ampak tako na 4 oči, da bi to pa javno recimo povedali ali pa skušali stvari recimo spremeniti, je pa večino preprosto preveč strah, ker ima cerkev na vse zadnje precej učinkovite metode, kadar je treba nekoga kaznovati. Kako hitro se zna potem uničiti človekovo dobro ime ali pa se ga da degradirati ali pa kako drugače pravzaprav kaznovati in logično vsak se boji neke kazni. Ne? Ja, malo si že odgovoril, ampak še imaš mogoče na ideji kak razlog, zakaj rimskokatoliška cerkev ima tako odpor do LGBT plus oseb? To je pa zanimivo vprašanje. Pravzaprav v zgodovini ni bilo vedno tako. Je ohranjenih precej verov, ki govorijo čisto drugo zgodbo. Ne? Pravzaprav bi lahko z vsem skupaj začeli že kmalu po nastanku, ali pa lahko rečemo že kmalu po smrti Jezusa. Namreč jaz občudujem spise enega starosirskega pisatelja Afrata. Pri teh spisih je tisto, kar je najbolj zanimivo, to, da ugotovimo, da ta možakar ni poznal grške filozofije. In je o teh stvarih pisal res kot nekdo, ki je doma iz tistega področja, kjer je bil doma Jezus, ki je te stvari res gledal skozi oči, lahko rečemo Juda ali pa kristjana, ki nima nikoli stika z filozofijo oziroma z grško mislijo. Namreč ta misel o naši, kako bi rekel, o tej, ta puristična misel, da mora biti vse čistost pa spolnost odstranjena, pa vse, kar je telesno, je slabo, ne? Je pravzaprav nekaj, kar smo katoličani prejeli od Grkov, od stoikov, to je stoiška filozofija. In to je ena težava, ki se je potlej noter urinilo. Ne. Že recimo Pavel, apostol Pavel, ki nam je zapustil kar nekaj spisov, on je bil doma iz Tars, zato je bilo na mesto v Grčiji oziroma tam na današnji Turčiji, tukaj nekaj na Bližnjem vzhodu, ampak on je bil Rimljan, on je bil grško izobražen, on je znal tekoče grško, znal je filozofija mu je bila domača in se je tudi on te miselnosti recimo vzel, ne? Ker misel recimo o celibatu, to je Judom nekaj popolnoma nelogičnega. Ne? Jezus pa celibat, ne? To je za Juda totalni nesmisel. Ne? Pri Judih je to, da imaš ti potomce, ne? To velja tam za blagoslov. Več potomcev imaš, bolj si blagoslovljen od Boga. Ne? In potem je recimo en prvi tak pisatelj, ki je s to grško stoično filozofijo nekako močno okužen, je sveti Avguštin. Pri njemu je bil še en drug razlog, da je bil namreč v začetku manihejc. Manihejstvo je pa pravzaprav nekakšno krivoverstvo, katerega glavno vodilo je pravzaprav dualizem, govor o dveh počeljih, namreč se pravi, da vse to, kar je duhovno, da je dobro, vse, kar je telesno, je pa slabo. In pravzaprav je pri njemu že problem, ker je potem, tudi ko je postal katoličan, ko je postal duhovnik, pa škof, je določene te nazore iz manihejstva, lahko rečemo, določene poglede pravzaprav na nek način obdržal in jih pretvoril oziroma povzel potlej v svojih spisih. Naj bo to, ne vem, o
o Sveti Trojici ali pa o Božji državi v svojih izpovedih, recimo, ki jih piše. Ne? Ampak zanimivo je pa pri Svetem Avguštinu, ne? Ravno v izpovedih piše, mislim, da v 4. poglavju oziroma v 4. knjigi, o tem, kako je imel v mladosti prijatelja. In on potem tam po mojem skoraj na kakšnih 3 straneh izlije to svojo izpoved, kako je on doživel smrt tega prijatelja. Piše, kako mu je bil drag, kako ga je ljubil pravzaprav, kako je jokal za njim. Ne? Piše, niti za materjo, ko mu je umrla potem kasneje, ni jokal tako močno, recimo, kot je za njim jokal. Niti recimo potem, ko je imel, težko rečem, ženo oziroma bila je neka ženska, s katero je imel sina, recimo, ne? Pravi, da niti vanjo ni čutil tako močne naklonjenosti, kot je čutil do tega prijatelja. Ne? Tako da se človek vedno malo vpraša, a je bil tale naš Avguštin morda tudi kakšen biseksualc ali pa kaj podobnega, ne? Pa da je potlej morda iz preziranja do samega sebe še nekoliko bolj povzel potlej to pogled na moralo, ne? Ravno on je, recimo, ne vem, začetnik misli, ne, kaj je zakon, ne, sakrament zakona, sakrament poroka. Ne. Je rekel, to je sakrament, ki pravzaprav zakonca posvečuje, ne, pa naredi legalno to, da legalno naredi ta potomce, ne, namenjene temu, da bodo potomci narejeni brez greha. Ne. Daleč od kakršnekoli ljubezni, pa od neke medsebojne naklonjenosti in zaljubljenosti in medsebojne ljubezni, kot danes recimo gledamo na sakrament poroka, recimo. Ne. In ta nazor, recimo, je vladal vse do 60 let nazaj, ko so se te bogoslužne knjige spremenile in sama teologija. No, skratka, v nekem času je, lahko rečemo tam 8., 9., 10. stoletje, tudi še 11. recimo, je bila katoliška cerkev do homoseksualnosti precej odprta. Ne. Poznamo recimo zgodbe, zapiske, pisma večjih cerkvenih oseb, škofov, duhovnikov, redovnikov, iz katerih lahko razberemo o tem, da so bili v zvezi, ne, znana je zgodba recimo o škofu, če se ne motim, Ralfu iz Orleansa, ki je bil posvečen, skratka njegov ljubimec je predlagal njega za škofa. In nekateri škofi so temu zelo močno nasprotovali, češ da je neprimeren, prvič zato, ker je s tem nadškofom, ki mu je bil pravzaprav nadrejen, ne, ker je ljubimec s temu nadškofu metropolitu, po drugi strani zato, ker je premlad, ne, ampak danes pa lahko ugotovimo, ne, seveda, bil je posvečen za škofa, ne, v Orleansu, ne, in ugotavljamo pravzaprav, da je v precej dolgi karieri, ne, bil zelo skrben in moder pastir svojemu ljudstvu, ne, zgradil nekaj samostanov, več cerkva, pomagal ljudem in bil v precej dolgem škofovanju zelo uspešen škof. Ne, recimo druga zanimiva zgodba oziroma druga zanimiva oseba je sveti Elred iz Rivoja, to je en samostan v Angliji. Živel je tam približno okoli leta 1290, nekaj tazga, če se ne motim. Zapustil nam je več spisov, ampak dva najbolj zanimiva sta Ogledalo ljubezni, pa mislim, da je še O prijateljstvu, tako je pa še druga knjiga. No in v Ogledalu ljubezni pravzaprav razlaga o tem, kak je v mladosti bil zaljubljen v kraljevega sina. On je bil iz plemiške družine, se je šolal na dvoru, kako se je tam v svojega prijatelja zatreskal pravzaprav. In potem je šel v samostan in on je bil cistercijanski menih in se je najprej zaljubil v enega meniha, ki je pa potem je bil nekoliko starejši od njega, je precej kmalu umrl.
No in potem se je zaljubil pa še v enega mlajšega in z njim je precej dolgo gojil, precej tesno prijateljstvo ali pa razmerje, če ćemo temu tako reči. In potem piše o tem, kako zelo je pomembno, da ima vsak človek pravzaprav prijatelja ali pa ljubljeno osebo, nekoga, v katerega je zaljubljen, kako je pomembno, da si medsebojna čustva izkazujeta, si jih delita med sabo. Ne, tudi on je recimo v svojem samostanu menihom dovolil, da so se držali recimo za roke, pa se izmenjevali darilce in podobne zadeve. Je bil sicer, je nasprotoval spolnim odnosom med menihi, ampak če so pa bili recimo zaljubljeni ali kakorkoli, pa so določeno izkaze ljubezni in naklonjenosti so pa bili dovoljeni. To je recimo en takih primerkov, tudi ohranjenih je več zabavnih, šaljivih pesmi, ki govorijo o tem, da je bil v Franciji neko obdobje, tam okoli leta 1100, je bila homoseksualnost med duhovniki tako močno razširjena, da če je šel nekdo za duhovnika, je bil najprej osumljen, če ni morda gej, ne? Je bila kar pravzaprav za vse, ki niso bili geji, morda to nekoliko težava, ko so hoteli postati duhovniki, je bilo to kar tako nekako tako pogost pojav, no, da ni bilo nič nenavadnega. Ne. Ampak potem pa pridemo v neko obdobje, o katerem pa težko pojasnimo, zakaj je začelo prihajati do sprememb. Ne, to je tam recimo po letu 1250, začnejo se križarski pohodi, začnejo se nasprotovanja Judom, potem pride nasprotovanje homoseksualcem, potem pride nasprotovanje proti muslimanom. Vse te stvari se v nekem obdobju preprosto začnejo pojavljati. Kaj je razlog tega, pa težko rečem. So bile to, ne vem, družbene spremembe, ki so se začele dogajati, ali so bila v ozadju neka politična prepričanja, ki so potlej izviralo do tega, da je vsakega, ki je politično, ali pa, kako bi rekel, vsi tisti ljudje, ki so od večine ljudi drugačni, da jih je treba zdaj prezirati, ker so morda politično nevarni. Ne? To je pa vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti in bo verjetno so bile knjige o tem napisane, ali se je že kaj pisalo, ampak tukaj so vedno vprašanja. Težko je ugotoviti, kaj so bili vedno tisti razlogi. Tako, kot sem že na začetku rekel, vera vedno gre skupaj nekako z družbo. Vedno tu neki povezave pridemo na družba, politika. To je vedno vse tako prepleteno in pogosto je bila vera tista zadeva, ki je bila izkoriščena za dosego nekih političnih ciljev. To je recimo znameniti pojav protestantizem. Martin Luther najverjetneje ne bi nobenega uspeha, če ne bi imel od zadaj za sabo državnike v takratni današnji Nemčiji oziroma v takratni deželi, kjer je bil on doma, če ne bi imel za sabo deželnih knezov, pa grofov, pa vplivnih ljudi, bi celotna zadeva verjetno sploh ne bi prišlo do tega, kot jo mi danes poznamo. Že tako Martin Luther recimo ni imel sploh namena vse to sejiti, ampak družba, politika, družbene razmere so zadevo izkoristile in je prišlo recimo do tega, kar protestantizem danes pač je. Vedno se neke stvari takole razvijajo in to so vedno neki procesi. Težko je priti do nekega praizvora, da bi rekli, to je pa tisti dogodek ali pa ta trenutek, ki je vplival na vse to. Vedno je to neka mešanica večjih dogodkov, večjih ljudi, potem je pa seveda potreben na cel ta sod smodnika, sem še ena vžigalica in potem pride do nekega pojava. Ja. Poznaš mogoče v Sloveniji kak primer, ko se je cerkev tako pozitivno odzvala, ne vem, recimo, ko se je oseba razkrila nekomu v cerkvi? Ja, zdaj bi bil to morda kakšen javen odziv ali pa kaj takega, preprosto ne poznam. Poznam pa veliko
oseb, ki so imele pozitivne izkušnje, recimo, ko so se razkrile domačemu, ne vem, župniku ali pa v neki skupini. Ne. Poznam veliko LGBT oseb, ki so še vedno ali pa so bili ministranti oziroma ministrantke, pa pevci, pevke, animatorke, animatorji, pa pri skavtih, pa še različne druge aktivnosti in dejavnosti. Ne. In poznam kar nekaj takih, ki so se razkrili in so doživeli zelo pozitivno izkušnjo, recimo tiste skupnosti, tistega, recimo, ne vem, župnijskega občestva. Tudi jaz osebno imam odlične izkušnje pravzaprav z domačim župnikom oziroma z domačimi duhovniki, pravzaprav tudi z župnijskim občestvom. Se počutim sprejetega in zelo domače. Poznam pa tudi kar nekaj oseb, ki so doživele negativne izkušnje, ne? Včasih od duhovnikov, še bolj pogosto pa od laikov, in pravzaprav so doživeli eno zavrnitev in ta zavrnitev je potem vodila do tega, da mi rečejo danes ne maram več cerkve, pa tisto, kar me morda še nekoliko bolj žalosti, ko rečejo ne maram niti Boga več. Ne, to je pogosto en tak razlog, zakaj ljudje rečejo ne maram Boga, ne, zato ker so imeli neko negativno izkušnjo s cerkvi oziroma z ljudmi v cerkve, ne, pa naj bodo tudi duhovniki ali pa laiki. Ne. Ampak poznam pa tudi kar veliko oseb, ki so imeli pa pozitivne izkušnje, ne. Ampak tako kot sem recimo na začetku rekel, ne, veliko jih potem čuti dobi negativni odziv od LGBT skupnosti in malo je takih oseb, recimo, ki bi bile o svoji veri pripravljene spregovoriti v nekem krogu ljudi, ampak ko je pa z mano na 4 oči, se mi pa odpre in pove svojo zgodbo, kako je on vesel, kako je sprejet, kako se dobro počuti pravzaprav, in sem vesel vsake take zgodbe, ki se zgodi. Ja, se mi zdi, da nasploh v vsaki skupnosti je vedno nekako tak, ima nekdo negativne, nekdo pozitivne izkušnje in vsak pa išče nek ta varen prostor. Definitivno. Ne. Po mojem je morda res to dejansko velik problem, to, da ljudje stvari resnično ne poznajo dovolj dobro. Ne. Jaz recimo zdaj, ko je bila parada, ogromno je bilo vprašanj o tem, zakaj parada, ne, čemu parada, ne. In kadar je bil kakšen vernik, sem mu nazaj rekel, en teden po paradi, ne, v četrtek, to je 11. junija, je bil praznik svetega grešnega telesa in krvi, ki ga katoličani vedno praznujemo tudi s procesijo, slovesno telovsko procesijo. Sem rekel, glejte, ali pa naj bo tu velikonočna procesija, ali pa procesija v prošnjih dneh, ali pa ko bo v nebovzetje, bodo marijanske procesije. Ne. Sem rekel, glej, kaj je procesija? Ne? To je vedno nek izraz enega veselja. Takrat se ljudje zberejo skupaj. Pogosto se procesije odvijajo ob petju veselih pesmi. Ne. Telovska znamenita pesem pravi, ne, praznika svetega danes radujmo se. Ne. Potem ob velikonočni je vse govori o veselju, ne. Klic veselja naj v sreči po vsem svetu se ljudi. Ne. Potem marijanske pesmi so tudi vse vedno polnega veselja. Ne. Vse to so stvari, ki izražajo naše veselje. Ob veliki noči naj bo to veselje, ker je Kristus vstal od mrtvih. Potem ob drugih dneh bo to veselje, glejte, kristjani smo, katoličani smo, tukaj je Jezus med nami, mi se tega veselimo, mi to veselje hočemo pokazati tudi drugim. Ne? In točno to je parada ponosa. To je ena taka procesija, pri kateri mi pokažemo svoje veselje. To, da smo ponosni, da smo veseli to, kaj mi smo, kdo smo. Ne? Potem po drugi strani imamo recimo ob Markovem, po prošnjih dnevih imamo prošnje procesije za lepo vreme, pa za dež, pa da bo dobra letina. Ne? Parada je tudi prošnja procesija. Takrat prosimo družbo, glejte, prosimo vas, spremenite zakone, da bodo sprejemajoči tudi do nas.
dajte nam zakonodajo, v kateri bomo vsi enakopravni. To prosimo vas. Prosimo vas za spremembe, prosimo vas za to, da nas sprejemate, da nas imate radi, da se ljubimo med seboj. Ne? Apostol pravi lepo reče v enem pismu, ni ne Juda, ne Grka, ne moškega, ne ženske, kajti vsi smo eden v Kristusu. Hoče povedati, ni pomembno, kaj si, kakšne barve polti, kakšnega spola, kakšne spolne usmerjenosti, ne navsezadnje niti kakšne vere. Ni pomembno, kaj oblečeš, koliko si visok, kakšen jezik govoriš. Glejte, vsi ste ena sama človeška skupnost, vsi ste Božji otroci. Ne? In to je tisto, recimo, kar je najbolj pomembno. Ne? Jezus pravi, ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Ne? Pa ga je potem vprašal tisti, ki ga je sprašal, kdo pa je moj bližnji? In je povedal potem priliko o usmiljenem Samarijanu. Kako je Samarijan pomagal Judu. Samarijani pa Judje so bili pa v tistih časih veliki sovražniki. Ko hoče povedati, lete, vsi ste ljudje. Potrebno morate pravzaprav se ljubiti med seboj, biti ena skupnost. Spoštovanje, ljubezen, skupnost. Ne? To so tiste zadeve, ki so tako zelo pomembne pravzaprav. Ne? In kaj je skupnost? Ne? Ena slamco komod zlomiš, ampak šop slamc pa trdno stoji skupaj, ne? Ker so povezane. Ne? To je tisto, kar šteje. Še zadnje vprašanje, na koga se lahko LGBT plus osebe obrnejo, ki so tudi verne, recimo tu se na Slovenijo osredotočimo. Ja, pravzaprav ravno te dni je ena moja prijateljica piše magistrsko nalogo in me je prosila, Tadej, eno prošnjo imam zate. Jaz sem opazila, mi je rekla, da si enkrat, oziroma da ste enkrat že imeli eno skupinico za verne LGBT osebe, za verne LGBT kristjane. Bila je to zadeva še pred korono, potem je prišla korona, stvari so pač bile kakršne so bile. Tudi jaz osebno nisem zmogel takrat vsega. Je ta zadevca nekako umrla in je rekla, Tadej, jaz sem ti pripravljena pomagati pri zadevci, če bi bil ti pripravljen, bi lahko to zadevo skupaj. Je rekla, jaz pa pišem magistrsko o LGBT in krščanstvo, ampak je rekla, ne bi rada napisala neke naloge, ker bi zgolj povzela, kaj pravi katekizem katoliške cerkve, pa cerkveni dokumenti, ampak je rekla, jaz hočem govoriti z ljudmi, jaz hočem slišati njihove zgodbe in pisati o njih. In jaz sem tako njeno prošnjo, ona je to meni malo napisala, kako bi ona to želela, stopiti v stik z ljudmi, oziroma o čem bo ona pisala, je rekla, in tadej ti, da je tole malo pošelj naokoli ljudem, ki jih poznaš. In jaz to res lepo razpošljam, ne? In potem zadnjič pišem, rečem, Manca, imam krasno novico zate, je rekla, kakšno. Sem rekel, glej, 5 oseb je takoj reklo, hočem sodelovati zdraven, če bo skupinica, da bi se kot skupinca zbrali, oziroma ali bo to intervju ali kakorkoli, jaz želim ti pomagati pri tej magistrski nalogi, recimo, ne? Od nekaterih še čakam odgovor, ampak gre pravzaprav za kako bi rekel, dobil sem zopet eno tako spodbudo, da bi bilo zdaj zopet primerno in prav, da znova začnemo s to skupinco. Ne? Tako da na družabnih omrežjih, ne, jaz mislim, za vse, ki bi to želeli, bodo lahko tam kaj prebrali, oziroma lahko celotno, oziroma lahko mi pišejo tudi na mail. Potem pišem tudi blog o LGBT pa krščanstvu, če vpišejo v Google jonathanlove.com, bodo stvari našli. Potem
Mail je pa lgbt.verni@gmail.com, tako da lahko mi tam pišejo, pa če imajo kakršnokoli vprašanje, karkoli, če jih zanima. Drugače pa vsakmu priporočam tudi, če bo napisal zgolj recimo, ne vem, LGBT, Catholic ali pa Christian, v Google bo dobil zelo veliko enega krasnega materijala, ki mu lahko pravzaprav, ki ji lahko da marsikaj koristnega, veliko je raznih knjig v elektronski obliki, veliko raznih člankov, potem različnih meditativnih besedil, pa molitev in podobno. Tako da pravzaprav pa ja, upam, da se bomo tudi tale skupinca, da bomo to znova čim prej začeli. Tako da ja, zgolj še malce poguma, pa držite malo pesti, pa molitvene podpore bomo tudi veseli, pa ko bo zadeva prišla ven, da se stvari udeležite, tako da ja. Super, zdaj hvala, da si bil moj gost. S tem zaključujem to epizodo in se slišimo v naslednji epizodi. Čau! Čau, hvala tebi. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.